Sankcij zoper duhovnika, ki se je udeležil domobranske spominske slovesnosti, Jakič za zdaj ne napoveduje. Najprej želi videti poročilo, ki ga je zahteval od načelnika generalštaba. In na osnovi tega poročila bomo videli, ali je bil kakršenkoli pravilnik kršen zaradi nošenja uniforme ali ne. Medtem ko SDS Jakiču zaradi tega očita mobing in zoper njega napoveduje prvo interpelacijo tega mandata, pa se tudi zgodovinar Jože Dežman, ki sicer izhaja iz partizanske družine, čudi, zakaj uniformiran dušni pastir v javnosti dviga toliko prahu. Navsezadnje so častne enote Slovenske vojske ali pa države Slovenije prisotne v Kočevskem Rogu, na Teharjah, in kdo drug je tam pobit kot domobranci. No, če bi šlo po Jožetu Pirjevcu, pa v Rovtah tudi same spominske slovesnosti za žrtve revolucije očitno ne bi smelo biti. Smo dosegli eno stopnjo, ko se pri nas neofašizem pojavlja na organiziran način. Zgodovinar, od katerega bi bilo pričakovati kritično distanco, si je tako nadel kar Titovko in somišljeniki, ki so vihteli zastave iz davno preživetih časov in poveličevali simbole revolucije ob cesti proti Rovtam, prestrašil ljudi. Ljudi, ki so prišli objokati mrtve svojce. Danes je groza, kaj so počeli, samo to. Ko smo šli mimo z avtobusom, so stali tam in čakali. Jaz sem samo čakala, da bo šel tu kakšen rafal. Pirjevec, Hanžek in somišljeniki. Ti gospodje ohranjajo položaj iz totalitarnega sistema, kjer se ščiti zločince in sramoti žrtve, kar je pa sramota, ki pade na njih. Medtem ko Pirjevec še trdi, da so bili domobranci branitelji Hitlerjevega Tretjega rajha, pa je bilo dejansko komunistično nasilje tisto, ki je del slovenskega naroda iz obupa vodilo v sodelovanje z okupatorjem. Prav gotovo je zdaj klinično ugotovljeno dejstvo, da komunistična stran pobije približno 1000 neoboroženih Slovencev do začetka oboroženega protikomunističnega upora. To pomeni, da komunisti sprovocirajo državljansko vojno. Drugače kot na Hrvaškem, kjer so ustaši delili fašistično ideologijo, je šlo na Slovenskem, po mnenju Dežmana, torej predvsem za upor proti komunizmu.